Naslov prezentacije je, zakaj je prehrana težka. Čist na začetku. Okay. Zelo na kratko bi lahko podamo ene take 4 razloge. Mogoče bi lahko že pri prvem zaključili, ne? Pač zato, ker je ena študija tako dokazala, je prehrana težka. Ampak to se navezuje na to, da je ta miselnost, pri kateri je dovolj, da na neko stališče velja za znanstveno dokazano samo to, da nekdo reče, študija je dokazala, ne, to je prvi problem. Ker ena sama študija dejansko ničesar ne more dokazati. Drugi razlog je ta, da pač dostikrat v prehrani uporabljamo, piše kladivo za izvijanje vijakov, ne. Pač uporabljamo eno orodje, ki se mu reče raziskovanje po biomedicinskem modelu, preveč rigorozno, včasih kdo komu temu reče biomedicinski purizem, to nisem si izmislil tega, ampak gre se za to, da imamo eno orodje, ki je za namene raziskovanja nekih zdravil ali pa intervencij v pač neke medicinske namene izjemno dobro, ampak pač ni sploh zelo dobro za prehrano. Razlog, zakaj ni dobro, je pač razlog 3, tudi razlog, zakaj je prehrana težka, pač prehrana ni zdravilo, ne. To je sicer taka popularna, rečejo ljudje, prehrana je zdravilo, ampak prehrana ni zdravilo. In potem 4. razlog je pa ta, da zato, ker nimamo tako natančnega orodja v prehrani, kot je raziskovanje po biomedicinskem modelu, pa zato, ker prehrana ni zdravilo, ampak je kupica enih stvari z različnimi funkcijami, ne moremo potegniti zelo hitro nekih zaključkov, ampak je tukaj veliko negotovosti, pa enega sklepanja, pa moramo v bistvu predvidevati neke stvari, pa ugibati in ne priti do nekih zaključkov z procesom razmišljanja, pa sklepanja, ki večini ljudi ni zelo blizu. Tako da prehrana je samo zaradi tega težka. V procesu delanja te prezentacije nekako, ko sem končal, mi je bilo super, ker se mi je zdelo, da sem nekako uspel sintetizirati to zadevo tako, da vsaj meni se je zdelo koherentno, me boste potem upomnili, če ni, mi boste dali feedback, ampak po vsem tem se mi zdi, da če sledimo tem korakom, postane prehrana bistveno manj težka. Ampak vseeno ne moremo mimo tega, da je potrebno precej enega razmišljanja, pa precej enih malenkosti je treba vzeti v zakup, in ker vem, kako odbijajoče je to za večino ljudi, sploh večino ljudi, zdaj pač mi tukaj, ki smo zbrani, načeloma ne spadamo v tisto večino, ki je to odbijajoče, tako da za nas se mi zdi ta prezentacija še vedno precej relevantna, ampak za ostalo večino, ki recimo jo srečamo na cesti nekje, se mi zdi, da je ta prezentacija ne bi bila zelo zanimiva in sem pač na koncu padel v eno mini depresijo za 1,5 ure, ko sem končal to. Ne se šalim. Torej, bomo začeli kar z prvim razlogom, da študija je dokazala. Mislim, ta slikica mogoče zgleda smešna komu. Oba dva imata prav, ne. Ta klon na levi ima prav, da je pač to lahko služi kot dokaz, da so jabolka tudi modra. Če bi ga nekdo poklical na sodišče in bi mu pač naložil, da zagovarja primer, ne, da so jabolka modra, bi lahko to predložil kot en dokaz. Ampak s tem enim jabolkom ne bi mogel na nekem sodišču dokazati, da so jabolka v resnici modra, ker bi nekdo na drugi strani, recimo nek tožilec, bi prinesel 10 enih rdečih jabolk, ki bi zares dokazala, da so rdeča, ne modra. Ne? In mislim, da to je prvi problem. Sploh v slovenščini imamo še dodaten problem, ker v angleščini vsaj 2 različne besede imamo za evidence pa za proof. Ne? Evidence je kot nek dokaz, en dokaz, ki ga lahko predložimo na sodišču, je pač nekaj, kar namiguje na določen zaključek. To bi bila recimo v našem primeru ena znanstvena raziskava, ki je nekaj pokazala, neke podatke je dala, in potem na drugi strani imamo proof, ki pa je, ali pa proven, če hočemo, je pa dokazano. Torej, pač to je pa nekaj, kar je dokazano z zadostno mero gotovosti, da pač v tem trenutku lahko rečemo, da gre za najbolj verjetno stališče. Ne?
To ne pomeni, da je dokazano za 100%, ampak na kopici teh različnih dokazov lahko sklepamo, da je to najbolj verjetna razlaga. In zdaj na tej točki to je tisti čuden del prezentacije, ki sem ga v začetku omenjal. Lahko si predstavljamo to zadevo kot sodišče. Ne? Zdaj, težava je, da v pravu imajo te stvari zelo lepo razdelane. Ne? Vejo, kdaj je v neki situaciji nekaj zadosti, da se nekaj dokaže, ne? Kdaj je nekaj proven, v znanosti tega nimamo. In znanost želi biti vedno objektivna, ti kriteriji so pa vedno subjektivni in to je težava. Ampak vseeno moramo vedeti, da tudi če znanost hoče biti vedno objektivna, čist na koncu, je malo subjektivna. In pač to je treba upoštevati. Sploh ko delamo z področji, kot je prehrana, kjer je veliko enih stvari, ki jih zaenkrat še ne vemo, potem lahko teh subjektivnosti zelo lahko pridejo ven in nam povzročajo težave. Ne, v glavnem, to stvar, prej smo rekli, da rabimo eno količino dokazov, ki je zadostna, da nam utemelji stališče. In ključna beseda pri tem je količina dokazov. Okay, jaz pač na tej točki se sicer opravičujem za to lekcijo iz filozofije znanosti, ampak to je res super pomembno za vse, o čemer se bomo v nadaljevanju pogovarjali. Tako da, bear with me. Torej, lahko rečemo, da ta dokazano obstaja na nekem spektru in ko količina dokazov, ki jih lahko predložimo v zagovor nekemu stališču ali pa prehranskemu nasvetu ali pa čemerkoli v bistvu v znanosti, ko preseže ta nek dokazni standard, potem lahko rečemo, pač, da velja za utemeljeno. Ne? Pač to je, ko je čez to rdečo, potem je utemeljeno. Ne? Lahko si tako predstavljamo, da pač predložimo, imamo orožje, s katerim je nekdo nekoga poškodoval in pol prstni odtisi so gor, pa tam je bil, vzeli smo odtise in kupil je pištolo in hotel je pobegniti kasneje in potem imamo še kupenih drugih, ne vem, pogovorov po telefonu ali karkoli, kjer mu je grozil. V glavnem, to je zdaj na tej točki dokazano onkraj utemeljenega dvoma. Ne? In tako recimo, če vzamemo za primerjavo, si predstavljam, da izgledajo raziskave za neko zdravilo. Pač moramo precej zagotovo vedeti, da bo to pomagalo v neki zelo taki specifični situaciji, moramo vedeti, kakšen odmerek se rabi in vse super. V glavnem, v prehrani dostikrat ne moremo imeti toliko dokazov, pa niti ni treba, da imamo toliko dokazov, ker pač moramo narediti nek pragmatičen zaključek in v situaciji, kjer ljudje tako ali tako že jejo. Ne? Ker za zdravilo, recimo zdravil ljudje ne jejo, pač naj jih ne bi vsakodnevno. In ne, je naša intervencija dejansko je intervencija. Zdaj, intervencija v prehrano ni intervencija v tem smislu, ker ljudje že tako ali tako jejo, samo z nasveti jim probamo nekaj malega spremeniti, idealno na boljše. In potem pač v štartu je lahko ta standard of proof, ne, je lahko precej nižji. Imamo lahko recimo manj dokazov in potem glede na dane okoliščine je to dokazano onkraj utemeljenega dvoma. In to ne pomeni, da se ta zadeva ne more spremeniti, pač lahko se spremeni, če nekdo predloži še druge dokaze, ampak nima pa smisla odlašati v nedogled, recimo, kaj je en tak primer, borovnice. Okay, imamo pa precej enih dokazov, da bi bilo fino uživati borovnice, če nas zanima, pa če borovnice imajo nek zaščiten učinek na zdravje možganov. Tudi nimamo nobenih dokazov, da bi bile kakorkoli škodljive in po eni strani, po drugi strani ali po tretji že, tudi ni, če nekomu priporočamo borovnice, s tem načeloma ne načnemo njegovega zdravja na nek drug način. Ne? So čisto v skladu s temi nekimi priporočili, ki že veljajo. Tako da zato, da nekomu priporočamo borovnice, pač rabimo bistveno manj dokazov. Ne? In je pač v prehrani, kjer probamo delati neke pragmatične zaključke, je ta standard dokazov lahko bistveno nižji. Po drugi strani, če imamo pa kaj je zdaj popularna ta low-carberska sekta. Ne? Zdaj imamo nekoga, ki bo zagovarjal, da visok vnos nasičenih maščob ni škodljiv. Okay. On zdaj štarta že iz neke druge pozicije, ker zagovarja stvar, za katero v tem trenutku mislimo, da je škodljiva na zdravje in gre v stran od tega, kar večino stvari, za katere mislimo, da držijo.
Pač od njega se zahteva pač bistveno višji je njegov ta burden of proof. Mora več predložiti dokazov, da bi se ga smatralo, da bi se njegovo stališče smatralo kot utemeljeno. Tako da to je ta subjektivnost v tem procesu. In še ena stvar, ti dokazi, ki so zbrani, nikoli ne skačejo po tem spektru, ker včasih kdo misli, je bila ena raziskava, ki je ugotovila nekaj čisto, pač, kar gre v nasprotju s tem, kar vemo do zdaj, in potem to kdorkoli objavi, ne vem, neki časopis ali pa mogoče celo PR oddelek neke univerze, in zgleda sicer kot da je pač čist v stran od tega, kar že vemo, pa da zdaj lahko ta količina dokazov to čist izpodbije vse in skoči to dokazano po tem spektru čist na drugo stran, pač to se ne more zgoditi. Načeloma se ta stvar po tem spektru premika zelo počasi in ponavadi traja leta ali pa celo desetletja, da se bistveno spremeni. Tako da ne more samo na podlagi ene raziskave, ne moremo reči, vse, kar imamo zdaj tukaj na mizi, kar je doseglo ta standard ali pa prag dokazanega, tudi če je res ta ena raziskava ugotovila nekaj, kar gre nasproti vsemu, kar vemo, še zmeraj ne moremo pozabiti na vse tisto, kar imamo že na mizi. In ponavadi, ko nekdo komunicira na tak način, ena raziskava je ugotovila, zmotili smo se o vsem in bomo zdaj verjeli raje tej eni raziskavi, namesto celotni teži dokazov, ki jo imamo že zbrano 70 let. Ponavadi nam to da zelo konkretno vedeti, da nimamo opravka z nekim znanstvenim pristopom, ampak da pač je nekdo mora iti na pregled. Zdaj pa pač v prehrani tudi nekako, upam, da zdaj že imate občutek, da rabimo eno težo dokazov in jo moramo sestaviti iz večjih različnih raziskav. Ampak v prehrani jo najbrž bomo vedno tudi morali sestaviti iz večjih ravni raziskovanja. Zdaj prehrana pa medicina sta si bili zelo dolgo zelo blizu, tam recimo nekje do 60 ali pa do 50 let, ko se je tudi prehrana ukvarjala samo s tem, da zadosti potrebam po določenih esencialnih hranilih, ki so bila v pomanjkanju na različnih delih sveta in so potem ugotovili, da vam manjka vitamina C in imate zaradi tega skorbut in vam bomo dali več vitamina C in ne boste imeli več skorbuti. Ali pa nekje drugje so imeli pomanjkanje B12 in so pač bili anemični. In so rekli, vam bomo dali več B12 in boste nehali biti anemični. In pač dokler so to problemi, s katerimi se prehrana ukvarja, so pa dokaj sorodni. Niso bili čisto isti, so pa dokaj sorodni temu, s čimer se ukvarjajo raziskave v neka zdravila ali pa neke druge intervencije. Samo potem v 70-ih pa 80-ih, ko se je prehrana začela ukvarjati z zelo kompleksnimi stanji, ki tudi nastajajo dlje časa, pa imajo več vzrokov, niti vsi niso samo prehranski. Potem na tej točki ta model nekako je v bistvu zelo hitro razpadel, ampak še vseeno, ker je bila to neka zapuščina medicine v prehrani, je še zmeraj neka skupina nekih komentatorjev, ki vztrajajo, da je pač po tem modelu, kjer imamo čisto na dnu te hierarhije dokazov, kjer so pač najšibkejši dokazi raziskave, pač neke mehanistične raziskave in vitro, pa potem na živalih, potem se začne epidemiologija, ki je še zmeraj neopazovalne raziskave, ki so še zmeraj nek manj vreden dokaz in potem čist na vrhu imamo zlati standard, ki so pa pač randomizirane in kontrolirane raziskave in pa čist na vrhu, ki se jih pač skoraj po božje časti, so pa sistematični pregledi in pa meta-analize. In tisto, kar je zapisano v meta-analizi, je bog ne dej, da ne bi bilo res. In v bistvu to skoraj v celoti drži, ko govorimo o zdravilih ali pa o nekih drugih intervencijah. V bistvu dejansko je res to tako, je pač zlati standard. In tudi zelo izvedljivo je, da stvari testiramo na ta način. Ampak ni pa dejansko, za neke stvari pa ni nujno, ker imamo situacije, kjer smo prišli, tudi v medicini dejansko, obstajajo situacije, v kateri smo prišli do nekih zaključkov,
ki so znanstveno utemeljeni in se zdaj dajejo kot zelo pomembna javnozdravstvena priporočila in nikoli ni bila izvedena nobena kontrolirana raziskava, ne, na tem področju. Recimo, nikoli nismo zapirali ljudi v pač neke oddelke za 30 let, kjer so kadili vsak dan škatlo cigaret in smo potem merili, koliko jih zboli za rakom. Ne. Pač to se nikoli ni zgodilo, ampak vseeno vemo, da kajenje povzroča raka. Ne. In isto je recimo z sudden infant death syndrome. V glavnem, o tem ne vem zadosti, ampak mislim, da so ugotovili, da se dojenčki zadušijo, če spijo na trebuhu in potem so jih nehali dajati na trebuh ali nekaj tajega. V glavnem, tudi noben ni dajal v nobeno klinično raziskavo dojenčke spati na trebuh in pol meriti, koliko jih bo umrlo. Ampak še vseeno je potem bilo dano neko priporočilo, ne, na ta račun, kako je smiselno dati dojenčka spati, ko spi sam. In v prehrani recimo se moramo tudi posluževati tega pristopa, ne, oziroma upoštevati to, da če je nek dokaz klinična raziskava, še to ne pomeni, da je več vredna od neke epidemiološke, ampak jo moramo najprej precej dobro moramo pogledati, kaj točno je bilo sploh odkrito, ali pa če je sploh to relevanten način, da preučujemo to zadevo, ne, če to sploh velja ta dokaz karkoli, ker lahko da je nekaj klinična raziskava oziroma kontrolirana raziskava in je pač ni dobra, ni dobra in sploh ne more služiti kot dokaz. Če večji problem je, če potem te brezvezne raziskave združujemo v neko metaanalizo in mešamo, ne samo jabolke in hruške, ampak jabolke in slone in koruzo in ne vem, kaj vse še, pač to bolj nobenega zaključka nam ne more dati. In nekako ne vemo, da so pač temeljni predpogoji, ki jih mora izpolnjevati neka rigorozno kontrolirana raziskava, da bi pač lahko demonstrirala, ne, da nekaj zares povzroča eno stvar, da bi lahko demonstrirali to vzročno-posledično razmerje, je pač, da imamo skupino, ki prejema neko intervencijo in drugo, ki prejema nek placebo in da sta te dve skupini v nekih izhodiščnih lastnostih zelo enaki. Ne. Idealno bi bilo, če bi bili identični, ampak za neke stvari, ki jih pač ne moremo predvideti, imamo za to randomizacijo. Ne, pri zdravilih je to zelo preprosto, ker pač v izhodišču lahko vzamemo ljudi, ki pač ne prejemajo nekega zdravila, pa smo rešili zadevo. Ne. In potem točno določimo, kaj bomo delali v naslednjem koraku. Ne, vi boste dobili toliko tega zdravila in vi ne boste dobili nič. Spet vse je super, zelo ostra je meja. In potem pač neodvisni učinki so, ne, to zdravilo povzroča to stvar. Super, elegantno. No, v prehrani skoraj nič od tega ne moremo izpolniti. Prvič, ker uniformnost je tako uniformnost, ljudje imajo različne prehranske navade, imajo različna življenja, imajo neke navade, ki tudi direktno vplivajo na tiste stvari, ki jih s prehrano preverjamo in je izjemno težko je to skontrolirati vse v neki zadostni meri. Lahko to naredimo, če ljudi zapremo v nek presnoven oddelek, temu rečejo, kjer po domače povedano to je prehranski zapor, kjer te zaprejo za določeno količino časa in ti pripravljajo vso hrano in te raziskave stanejo ogromne količine denarja. To so pač zelo drage raziskave in se generalno ne izvajajo. Potem pač placebo za prehrano ne obstaja, ker pač ne obstaja samo in pa tudi živila nimajo neodvisnih učinkov, ker ljudje jejo živila in ne jejo hranil. Ne. Tudi noben ne gre v trgovino in vpraša, kje imate oleinsko kislino, ampak ga zanima, če bo za zajtrk naredil jajca na ocvirkih ali pa na oljčnem olju. To so problemi navadnih ljudi. Bomo zdaj vsako od teh posebej malo bolj podrobno obdelali. Zakaj je pač ta uniformnost nemogoča in zakaj je to dejansko problem? Čisto zato, ker ampak vsa esencialna hranila tako zgleda njihov ta dose response. Ne. Tukaj nekje moram jaz imeti en laser, s katerim lahko pokažem stvari. Ko imamo zadosten status, ko uživamo zadosti nekega hranila, je pač naša fiziološka funkcija optimalna. Ne. Deluje takrat smo optimalno zdravi. In zdaj to okno
tega vnosa je neko dokaj široko. In zdaj, če mi vzamemo, recimo, da testiramo vitamin E, za vitamin E, s tem se bomo kasneje malo več ukvarjali, ker je zelo relevanten za zdravje možganov. Imamo neko populacijo, ki ponavadi itak že je neka pristranskost, ali pač bias, sistematična napaka, mislim, da je pravi izraz, kjer v študije načeloma dobimo ljudi, ki so bolj zdravi od povprečja, sploh če ne pazimo na to, koga vključujemo. In potem ti ljudje, ki živijo bolj zdravo od povprečja, imajo kar ok prehrano in lahko da že dosegajo neke, sicer na spodnji meji zadostnega, ampak vsem je to zadosti in pač fiziološka funkcija je še zmeraj normalna. In potem, če njim dodajamo zdaj v tej situaciji vitamine, tako ne bomo ničesar ugotovili. Ampak mi dejansko ne vemo na začetku, koga vključujemo in večina raziskav tega ne preverja. Tudi če konkretno se ukvarjajo z vitaminom E, dejansko na začetku to ni njihov izločitveni kriterij. Ne upoštevajo, kakšen je bil njihov vnos na začetku. In če imamo to skupino, pač to ni uniformna skupina. In pač to je res zelo relevantno v obe smeri, ker zdaj recimo tudi, če nekje pri nasičenih maščobah lahko vidimo še to. In to je bolj relevantno v opazovalnih raziskavah. Če mi preverjamo vnos nasičenih maščob in kako vpliva recimo na kardiovaskularno tveganje oziroma na umrljivost zaradi kardiovaskularnih vzrokov, če testiramo vnos v neki, državi, recimo v razvoju, kjer načeloma vsi uživajo zelo malo nasičenih maščob in je potem vnos, recimo, da jih razporedimo v kvartile, kjer je pač 25 ljudi, damo v skupino, ki uživa največ nasičenih maščob in pač 25% v najnižji in potem ostalih 50 v dve vmes in rečemo, ok, pač najvišja kvartila ni imela povišane tveganja napram najnižji, kar je zelo logično, če ima najnižja uživa tako 4%, najvišja pa 8%. Pa je logično, da nismo ničesar dokazali. Enako bi bilo recimo tudi v neki kontrolirani raziskavi, ker bi jih hranili z nekim vnosom maščob, ki je mogoče bolj značilen za države, ki so razvite države, recimo za ZDA, kjer je povprečen vnos 30% ali pa 20%, mislim 30 je vseh maščob, tam nekje nad 20 je pa nasičenih maščob, oziroma okoli 20 je pogosto nasičenih maščob in vsaj v 70 je bil, mogoče je zdaj že malo manj, ampak recimo, da je 15 in rečemo jim bomo znižali na 10, še zmeraj pač to, da smo jim znižali na 10, ne moremo ničesar odkriti, tako da dostikrat so lahko, temu rečejo, raziskave so null by design, pač ničen učinek so v bistvu že zasnova je taka, da nič ne odkrijejo. In to je ena stvar, ki je precej pogosta v teh kontroliranih raziskavah, ki se ukvarjajo z suplementacijo nekih B vitaminov, E vitaminov, teh raznih esencialnih hranil. In tako da to je neka stvar, na katero moramo biti skozi pozorni, kakšen je ta nek dose response učinek. To sem pač ukradel z enega toksikološkega paperja. O prehrani imamo različne te dose response učinke in je pač tudi zelo pomembno, da vemo, s čim nekako delamo. Tudi ko interpretiramo neko raziskavo, moramo vedeti, kje je bila ta intervencija na tej neki krivulji. Imamo recimo, prej smo videli pri esencialnih hranilih je ta krivulja nekako taka nelinearna, potem recimo imamo pri nasičenih maščobah je mogoče ta neka pražna, ko do nekega vnosa ni negativnih učinkov, pa se pol negativen učinek pojavi. Tukaj je recimo to pozitiven učinek, tu pa negativen učinek. Kaj bi še bilo mogoče? Razni flavonoidi recimo, mogoče imajo lahko nek hormetičen učinek na začetku, ko jih v bistvu telo sproži neke telesolastne obrambe, neko pač antioksidivne mehanizme in je na začetku ta vnos za nas bi bil zelo koristen in potem pa nekdo recimo je slišal, ok, antioksidanti so super, zdaj bom pojedel vse, kupil bom kapsule 5 različnih
pač snovi, ki so sprejete kot antioksidanti in bom vse naenkrat jemal. Čist na koncu mogoče bo to negativno za njega. Tako da to je tudi precej relevantno potem. Ok, in potem še, recimo, s tem vmes se ne bomo ukvarjali, ker pač placebo za tega ni potrebno komentirati, placebo za hrano pač ne obstaja. In da učinki živil ne morejo biti neodvisni, je tudi ena zelo relevantna stvar, ko interpretiramo dokaze v prehrani. Recimo, spet, če se vrnemo k nasičenim maščobam, če neka stvar raziskuje zamenjavo nasičenih maščob oziroma znižanje nasičenih maščob, je zelo pomembno, s čim je zdaj te nasičene maščobe dejansko nadomestila. Ker resnica je taka, da če damo nekaj iz prehrane, potem moramo dati nekaj namesto tega noter za enako energijsko vrednost, ker skupna energijska vrednost, ki jo na dan zaužijemo, je zelo, zelo relevanten kriterij, ker če tega ne naredimo, ljudje izgubljajo telesno maso in potem lahko to vpliva na rezultate raziskav, ali pa ne vem, če damo prevečnice, se jo pridobivajo. In recimo telesna masa oziroma izguba ali pa povišanje telesne mase je zelo povezana z spremembami v različnih markerjih tveganja, pač, ki jih merimo v teh raziskavah in to moramo kontrolirati. Vedno moramo, recimo, da si to malo plastično predstavljamo, 2000 kalorij nekdo mora pojesti. In če zdaj damo mi za 200 kalorij nasičenih maščob ven, moramo dati namesto tega nekaj noter. In če recimo to nadomestimo, kar se pogosto zgodi, ker je najlažje, se nadomesti z neko pač rafiniranimi ogljikovimi hidrati ali pa z nekim predelanim izdelkom, Tudi če recimo imamo ljudi v nekem presnovnem oddelku, kjer je vse super nadzorovano, jim je pač najlažje jim dati nek piškot, ki je narejen z margarino. Ampak potem, če nadomestimo to z mogoče nekoč, ko je bila margarina, je še vsebovala transmaščobe, pa pač predelane ogljikove hidrate, nismo nič naredili, ker lahko bi celo mogoče z nas se zgoditi, da se bo njihovo tveganje povišalo na račun tega. Ampak, če pa nadomestimo pač nasičene maščobe recimo z nekimi nenasičenimi ali večkrat nenasičenimi ali pa večkrat nenasičenimi ali pa enkrat nenasičenimi, pa lahko pričakujemo znižanje tveganja. Tako da spet te zamenjave so zelo relevantne. In tudi enako, recimo zanimivo, pred časom so rekli, ok, oljčno olje je povezano z boljšimi izidi, dajmo zdaj ugotoviti, zakaj točno, kaj je tista ena stvar v oljčnem olju, ki je dobra za naše zdravje. Tak zelo redukcionističen pristop, ki je pač bil značilen za prehrano v nekem obdobju. To je še zapuščina tistih časov, ko so ugotovili, pomanjkanje vitamina A, nočna slepota, dajte jesti več tega. In je to potem še nadaljevalo se tako. Ampak, kar lahko vidimo recimo v raziskavah, da če ljudje, oljčna, ta oleinska kislina, malo sem izgubil rdečo nit, nekako so povezali ali pa predvidevali so, da je ta oleinska maščobna kislina tista, ki je zaslužna za to, da je oljčno olje povezano z boljšim zdravjem, ker je enkrat nenasičena maščobna kislina. In to je to, enkrat nenasičene maščobne kisline, načeloma so nasplošno povezane z nižjim tveganjem za srčno-žilne bolezni kot nasičene maščobe in to je, zdela se je precej ok razlaga. Kasneje so sicer ugotovili, da vsebuje tudi še neke druge, rečemo temu zdravju koristne snovi, ampak nekako veljalo je, da je oleinska kislina tista, ki je zaslužna za to in potem so se našli eni, ki so rekli, samo svinjska mast ima zelo podobno maščobno kislinsko sestavo kot oljčno olje in zakaj ne bi vsi jedli raje ocvirkov namesto oljčnega olja, ker so boljšega okusa. Težava je, da če preverimo, recimo, če spremljamo vnos enkrat nenasičenih maščobnih kislin, ugotovimo, da živalske enkrat nenasičene maščobne kisline niso povezane z zmanjšanjem tveganjem, če nadomestijo nasičene maščobe, dočim rastlinske enkrat nenasičene maščobe pa so povezane z zmanjšanjem tveganjem, ali pa še bolj konkretno, recimo so rezultati te raziskave, če rastlinske enkrat nenasičene maščobne kisline nadomestijo živalske, oziroma pač živalskega izvora, enkrat nenasičene maščobne kisline,
se tveganje signifikantno zmanjša. Ne? Tako da vidimo, da pač ni samo stvar v enkrat nenasičenih maščobnih kislinah, ampak je važen tudi izvor. Pač kera živila ljudje izbirajo. In to je vedno tako, ne samo na področju maščob, ampak vse povsod drugje, ker ljudje ne uživajo samo aminokislin, pa ne uživajo samo, ne vem, pač različnih sladkorjev, ampak konkretno lahko zberejo sladko pijačo ali pa lahko zberejo borovnice ali pa lahko za svoje aminokisline zberejo, ne vem, nek manj mastni mlečni izdelek ali pa se pač zalagajo s sirom. Ne, to so potem vse razlike, ki jih upoštevamo in zaradi česar ne moremo pričakovati enakega učinka vedno. V glavnem, ja, to ni isto. Oljčno olje in slanina ni isto, če je kdo bil slučajno tega mnenja. No in potem imamo pa še eno zelo pomembno logistično težavo, je pa ta, recimo, ponavadi, ne, ko bi radi izmerili kakšna vrsta tveganja je povezana z neko izpostavljenostjo, stvar sledi, neko to je tako smiselno zaporedje, ki ga pričakujemo. Imamo nek vir izpostavljenosti in potem se izpostavljenost zgodi in kakšen bo izid je odvisno od odmerka in kako dolgo je ta stvar trajala. Oziroma kako dolgo je ta izpostavljenost učinkovala. In spet, ko testiramo zdravila, je vse super ostro. Imamo eno tableto, ki jo damo, oziroma karkoli damo in potem je učinek je dokaj močan in je konstanten in imamo točno določen odmerek in točno vemo, koliko časa bo ostal in učinkoval. Kakšna je njegova razpolovalna doba in vse tako naprej. In lahko zmerjamo učinek in vemo, stvar rešena, super. Samo v prehrani tega ne moremo narediti, ker nekdo je jajca enkrat na teden in potem mogoče naslednji teden jih je dvakrat in vmes je še kup enih stvari, ki vplivajo ena z drugo, tako da njegova izpostavljenost je neredna, ampak recimo čez 30 let je pa vseeno se akumulira, je pač ogromna kumulativna izpostavljenost. Samo kako to z eno tako zelo rigorozno nadzorovano, kontrolirano raziskavo zajeti, je zelo veliko vprašanje. In tukaj se potem nekako pač na neki točki v prehrani vsaka kontrolirana raziskava postane opazovalna raziskava, ker pač ni etično zapreti ljudi nekam za 20 let in da vidimo, kaj se z njimi zgodi, če jejo eno namesto 3 jajc na dan. Saj smešno je, ampak. Tako da to je pač nerealno. In tudi ta drugi del, odmerek in trajanje, pač odmerek je vedno relativno šibek, zato ker sem danes jedel namesto mojega klasičnega zajtrka, kjer imam oreščke zraven, sem pač vzel neko nasičeno maščobo, zaradi tega ne bom jutri imel višjega tveganja za neko kardiovaskularno bolezen. Ampak moram to dosledno ponavljati. In je to zelo, zelo težko zajeti. In ker je to tveganje se izrazi šele po 20-30 letih, načeloma zato moramo uporabiti neko opazovalno raziskavo. In recimo pri zdravju možganov imamo še en dodaten problem, da te stvari so recimo demenca, Alzheimerjeva demenca konkretno, načeloma niso 20-letni ljudje tisti, ki imajo težave s to stvarjo, ampak so starejši ljudje. In če bi recimo mene zanimalo, kako vpliva dodajanje vitamina E, tudi če vzamem eno skupino, ki ne uživa zadosti vitamina E in pač ne morem dobiti zadosti starostnikov v svojo raziskavo, bom rekel, ok, cool, vsi so stari 30, mogoče 40, ajde, jih bomo spremljali 10 let, do 50 mogoče, bomo videli, kaj se zgodi. Najprej se ne bo nič zgodilo. Tako da to je še ena stvar, še ena velika logistična težava sploh za to področje. In tukaj skoraj ni druge, kot da si pomagamo z nekimi opazovalnimi raziskavami. In potem še zadnji problem je ta, da to povezavo prehrana in bolezen si večina ljudi predstavlja tako, da imamo neko hrano, ki direktno povzroča neke izide. Ampak v bistvu jih ne povzroča direktno, ampak vmes obstajajo še neki drugi dejavniki, tako da prehrana v bistvu vpliva na neke druge dejavnike tveganja, jim rečemo, in potem ti dejavniki tveganja so
povzročajo neke spremembe, ki povzročajo neki izid, povišano tveganje, pa pač konkretno bolezen. In zdaj prva težava v tem razmerju je ta, da najprej moramo vedeti, kaj sploh pričakujemo od tega. Zdaj, a je ta stvar nekaj, kar prispeva k tej bolezni, a jo direktno povzroča, a mogoče nekaj drugega jo povzroča, pa to, kar merimo, jo samo mogoče to povezavo malo moderira, ali mora biti ta dejavnik prisoten, da pa nek drug dejavnik to stvar povzroči. Pač tako ena miselna gimnastika je pa v ozadju za tem, ampak spet zelo pomembna. In potem še druge stvari, ki smo jih že omenili, ki zapletejo to stvar, recimo fizična aktivnost vpliva na iste dejavnike tveganja kot prehrana ponavadi in vse ostalo dejansko, vse ostalo, kar počnemo v življenju, dostikrat tudi vpliva na iste dejavnike tveganja. Spanje, tudi medosebni odnosi, vemo recimo socioekonomski dejavniki so zelo tesno povezani z nekimi temi izidi. Tudi to je potem treba vzeti v zakup in zato recimo neke te opazovalne raziskave potem probajo kontrolirati za vse te dejavnike, ki bi lahko vplivali na to povezavo prehrane z nekim izidom. Je pa to potem ena spet taka komična situacija. Se v redu je, da za to probamo kontrolirati, to je relevantno, če hočemo ugotoviti, kakšen vpliv ima prehrana, ampak potem se najdejo pa eni, ki reče, ok, zdaj bomo pa vse pokontrolirali in bomo kontrolirali tudi za te dejavnike, ki so dejavniki tveganja. In potem prehrana ni več povezana z povišanim tveganjem, kar je, ne vem, kako se vam je sploh zdelo, da bi lahko bila, če ste kontrolirali za to. Recimo na področju nasičenih vpliva višjega vnosa nasičenih maščob na kardiovaskularno tveganje, je bila ena metaanaliza, ki je bila tako pač, ok, dokazali smo z metaanalizo, z metaanalizo iz vrha hierarhije dokazov v znanstveno-raziskovalnem delu, da nasičene maščobe niso povezane s povišanim tveganjem. In potem človek gre pogledati vključene raziskave, ki jih je tako velika količina kontrolirala za LDL, ki je pač v bistvu tisti dejavnik, ki je glaven tisti, kjer je pač to tveganje nekako pač povečuje. Tako da nobeno presenečenje, da ni bila odkrita povezava. Še ena stvar, recimo, ki jo je potrebno upoštevati. Tako da, ok, upam, da mi je uspelo nekako prikazati, zakaj je ta model, po katerem je pač samo kontrolirana raziskava najbolj pomembna stvar in vse ostalo je za nič. In če nekdo citira eno raziskavo, ki je iz vrha hierarhije dokazal, da s tem ne more ničesar glih dokazati, da moramo upoštevati vso težo dokazov, ki bo načeloma mogla biti pridobljena z različnih ravni raziskovanja, zato ker ne moremo demonstrirati vzročnosti o prehrani, jo nekako moramo sklepati s tem, da z različnimi ravnmi raziskovanja probamo sklepati te različne dejavnike, ki lahko vplivajo na tveganje za razvoj neke bolezni. In to so najbolj relevantne stvari, na katere smo pozorni. Zato pa uporabljamo eno, rečemo temu, orodje ali pa merila, ki so v epidemiologiji popularna 50 let že po moje, ki jim rečemo Bradfordova merila za sklepanje vzročnosti in po teh merilih je bilo ustanovljeno, da pač cigareti povzroča kajenje, da povzroča raka na pljučih, pa še kje drugje najbrž. Zdaj, ti kriteriji ni treba, da so vsi izpolnjeni, ampak načeloma jih hočemo čim več, pa najbolj relevantne izpolniti. Recimo za prehrano so najbolj relevantni pač časovna povezava, to pomeni, da pač smo izpostavljeni nečemu, preden se poveča tveganje, kar je zelo logično, pa da obstaja nek pač biološki gradient, da če neko stvar damo noter, več kot je damo, večji je nek biološki odziv in da je biološka verjetnost v ozadju za tem, da vemo približno vsaj, kateri mehanizmi to stvar povzročajo. Mogoče eksperimentalnih dokazov ne rabimo, analogije so neke raziskave na živalih, ki jih mogoče imamo, mogoče jih nimamo. Fajn je, če je stvar ponovljiva, relativno, da večino raziskav, ki jih opravljamo, kaže v eno smer, precej dosledno, in pa potem mogoče ta specifičnost ni tako relevantna v prehrani, ker pač ne moremo pričakovati enega odziva in pa moč povezave tudi načeloma težko
nič v prehrani ne morem se spomniti, če bi kakšna stvar bila, ki bi dejansko bila zelo močna, pa bi rekli, ok, samo na moči povezave to je res izstopa, lahko sklepamo, da je to pomembna stvar. In recimo en primer v praksi, kako ta stvar izgleda, če bi me nekdo poklical na sodišče, zagovarjati to neko vzročno vpletenost visokega vnosa nasičenih maščobnih kislin v razvoj kardiovaskularnih bolezni, ne? Temu pa diet heart hipoteza, prehrana srce, hipoteza prehrana srce, pač temu rečemo, je taka precej, to je mogoče najbliže v prehrani, kar imamo nečemu, kar je tako zelo zagotovo dokazano. Včasih se šalim, to je tako, ko temu nasprotuješ, na tej točki je to že skoraj kot to, da verjameš v to, da Zemlja ni planet, ne? Da je ploščata Zemlja. To so neki flat eartheri, v prehrani so unike, probajo to izpodbiti. Kar je samo smešno je v tem trenutku, ker tudi njihove metode, s katerimi to probajo, so precej smešne, tako da so kar zabavni, no? Se šalimo na njihov račun, tako da je fajn, da tudi oni obstajajo. V glavnem res, to je težo dokazalo, na tem področju je, počas bo 100 let, ne, že je stara 100 let, ne, imamo, ne vem, na živalskih modelih sta Aničko pa Čoato sta hranila zajce in sta ugotovila, da pač povišane ravni holesterola, takrat še nista vedela točno, povzročajo aterosklerozo in potem Steiner in Kendall sta hranila pse in sta ugotovila, da to ni res, zaradi tega, ker se pri njih pa, če jih hranita z veliko holesterola, ne poviša holesterol v krvi. In potem recimo so bile še mehanistične raziskave, Müller mislim, da je odkril familialno hiperholesterolemijo, kjer je pač odkril, da imajo ljudje, ki imajo od rojstva močno povezan holesterol v krvi, oziroma ja, močno povišano tveganje, in pa pač Goffman, ki je nek oče lipidologije, recimo lipidologije, je odkril, da obstajajo lipoproteini različne gostote in da je pač tveganje povezano tudi z različnimi razredi teh lipoproteinov in tako naprej. Goldstein in Brown pa sta odkrila ta LDL receptor, pa da ne bom zdaj našteval vseh teh dokazov, v glavnem potem ne vem, kaj je še relevantno. Dober etal, to je, in sodelavci, to je ta Framinghamska raziskava, takrat, ko so recimo nekako identificirali tiste najbolj relevantne dejavnike srčno-žilne bolezni, so bile nasičene maščobe že med njimi. Zakaj so bile med njimi? Zato, ker so že 30 let skoraj potekale intervencijske raziskave, kjer so na tak zelo plastičen način pokazali, da daš več nasičenih maščob nekomu za jesti, mu povišajo se mu ravni holesterola. Takrat so pač niso vedeli, kaj ne, holesterol, lipoproteini ni bilo glih še zelo jasno. In če daš manj nasičenih maščob, potem, ali pa daš polinenasičene maščobe, se jim znižajo ravni holesterola v krvi. In recimo takrat so že vedeli, kar je meni osebno zelo fascinantno, v 50 letih so vedeli, da holesterol v prehrani načeloma ni povezan s holesterolom v krvi. Ampak vseeno še nekako v 90 letih je bila to stvar, ne? Kar je nek čuden kratek stik, ampak ne? Včasih kdo to proba uporabiti kot protiargument, reče, ja, samo znanost se ful moti, ker je rekla, v 90 letih so nas zdravniki svarili, da moramo ne jesti holesterola. Ok, pač mogoče so vas svarili, samo leta, ne vem, kdaj je bilo to, 56, nimam navedeno, je bil to konsens takrat. Ne se obremenjevati s holesterolom v hrani, nasičene maščobe so pomembne. V glavnem, potem smo imeli pa še celo serijo opazovalnih raziskav, ki so vse potrdile eno pa isto, kjer so dejavniki tveganja, ne, da so v bistvu LDL delci, so vzročno vpleteni v razvoj srčno-žilnih bolezni in pa da nasičene maščobe direktno vplivajo na to, pa da, in potem to enako so potrdili še za mendelsko randomizacijo, ne. Tako da pač to je teža dokazov, ki je zelo težka, bomo rekli temu. In na podlagi tega so nekako tudi najbolj aktualne smernice podane za zmanjšanje tveganja zaradi srčno-žilnih bolezni, so pač nasičene maščobe eden izmed najbolj relevantnih prehranskih dejavnikov. In zdaj enako se mi je zdelo, ok, ta stvar recimo, zakaj sem izpostavil to? Ta stvar je enako zelo relevantna za zdravje možganov, ker recimo pač ateroskleroza je vpletena, ne, tudi v razvoj teh pač cerebrovaskularnih bolezni, tako da je tudi relevantno na tem področju.
In zdaj enak primer, ali pa domačo nalogo lahko naredimo za vitamin E in probamo lahko ugotoviti, ali obstajajo, ali pa recimo, če bi me nekdo poklical na sodišče zagovarjati, ali obstajajo zaščitni učinki višjega vnosa vitamina E v preventivi pred demenco, bi bili to dokazi, ki bi jih prinesel s sabo in nekako, v bistvu sem samo povzel mojo domačo nalogo, ki sem jo naredil pred časom za vsebine, ki bodo na portalu. In začne pač se ponavadi tako, da gremo preveriti, s čim sploh se ukvarjamo. Kaj sploh je vitamin E, ker ponavadi, če beremo naslove, ok, vitamin E, to je očitno ena stvar. Ampak ni ena stvar, ampak obstajajo 8 izooblik obstaja. V angleščini se reče 8 izoform, ampak pač ne jim reči izoforme, sploh ne, če ste v družbi biokemika. To je greh v biokemiji. Torej izooblike, to je bila šala, ne vem, če mi je uspelo ali pa ne. V glavnem obstajajo 8 izooblik in v 2 razreda jih lahko razdelimo, v tokoferole in tokotrienole, in znotraj vsakega razreda obstajajo alfa, beta, gama in delta. Lahko vidimo, da pač vsak ima neko malenkost, v kateri se razlikuje, pač ima drugačno neko kemijsko strukturo in zaradi tega ima drugačno obliko, in ker v biologiji načeloma funkcija sledi obliki, lahko pričakujemo tudi, da ima vsak od njih neko drugo vlogo. Zato je zelo nenavadno, da rečemo en vitamin E in ima eno funkcijo in vseh 8 ima isto funkcijo. To je samo čudno. Ok, ampak ko to vemo, recimo vemo, s čim se ukvarjamo, lahko gremo po vrsti. Sploh, če smo taki, da nas pač te stvari malo bolj podrobno zanimajo, potem se lahko zabavamo s tem, ko beremo, kaj se zgodi, ko mišem izbijemo nek gen, če pa nismo te sorte, pa lahko preskočimo, pa samo tako bolj na grobo stvar predelamo, da ugotovimo, kje so neke funkcije, ki jih ima ta vitamin E, in potem hitro ugotovimo, da je eden izmed glavnih antioksidantov, primarno je zadolžen za to, da vzdržuje integriteto celičnih membran, recimo ti lipidi v membrani so izpostavljeni peroksidaciji in potem, če se ta proces enkrat začne, lahko sproži verižno reakcijo. No, vitamin E je tam, da to verižno reakcijo pač prekine in potem in pač na ta način vzdržuje integriteto teh membran. Zakaj je v možganih zelo, ali pa mogoče nadpovprečno relevanten? Zato, ker možgane v večji meri jih tvorijo nenasičene maščobne kisline, te membrane, in ki so bolj izpostavljene raznim poškodbam, in je pač zato važno, da ta vitamin E opravi dobro nalogo. Oziroma, recimo na tej točki bi bila taka hipoteza. To je smiselno pričakovati. In vidimo recimo, da če pri ljudeh, ki imajo mutacije na enem genu, ki se mu reče TTPA, ki je v bistvu gen, ki kodira za en protein, ki se mu reče tokoferol transfer protein, pač je nek protein, ki razporeja vitamin E v membrane, in če tega proteina nimamo, ali pa ne deluje tako, kot bi moral delovati, potem pač v naših membranah ni zadosti vitamina E in pač je to na podlagi prejšnje hipoteze smiselno pričakovati, da bo povzročilo težavo. In res pri ljudeh, ki recimo imajo mutacijo v tem genu, pride do ataksije, pač raznih nevroloških simptomov. Nekdo mi je enkrat rekel, da pač ljudje zdajo, da bi bili malo pijani, ampak nisem strokovnjak za to, pa bo nekdo drug povedal, če je to res. V glavnem, pri miših pa imamo recimo modele, kjer izbijajo ta gen, torej, kjer pač jim ne deluje, in potem preverjajo, kaj se dogaja z njihovimi možgani, in pač isto pride do hudih nevroloških problemov, ponavadi pride do atrofije nevronov, pa pač večja je peroksidacija lipidov vse povsod, recimo tudi v lipoproteinih, kar potem lahko vpliva tudi na tveganje za razne srčno-žilne bolezni, pa tudi preko drugih mehanizmov recimo lahko vpliva na tveganje za demenco. In potem še ena taka, še bolj hipotetična stvar je, da najbrž ima vitamin E, ali pa mogoče ima vitamin E tudi vlogo v presnovi teh amiloidnih plakov in neurofibrilarnih pentel.
ki so pač tista stvar, ki je težava pač tista patološka sprememba, ki je načeloma povezana z demenco. Ok, potem gremo recimo naprej, zdaj imamo neko hipotezo, lahko sklepamo, vemo, kaj je bilo smiselno pričakovati. Ne? In zdaj nekoč nismo imeli še tega luksuza, danes je tega več, so tudi razne raziskave z biomarkerji, kjer lahko razne stvari v tkivih ali pa v krvi merijo in v tem primeru recimo imamo raziskavo, ki je merila ravni vitamina E v plazmi in so ugotovili, da imajo tisti, ki imajo več kot pač 8,81 v primerjavi z 6,8 nanomola na milimol holesterola vitamina E, da imajo za 45% nižje tveganje za Alzheimerjevo demenco. Nekaj sem spustil leta, ampak vse veste, kaj mislim. Potem je še ena naslednja od iste skupine, samo na eni drugi kohorti, ki so enako merili vrednosti vitamina E v plazmi in so ugotovili, da pač ljudje, ki zbolevajo za Alzheimerjevo demenco, pa ki imajo mild cognitive impairment, torej blago, to sem že enkrat prevedel, pa sem spet pozabil, blago kognitivno motnjo, načeloma nižje skupne ravni tokoferolov, tokotrianolov in skupnih vitaminov E. In pa da enako imajo te višje markerje poškodb vitamina E. To so pač neke spojine, ki nastajajo zaradi oksidativnih pa nitrozativnih sprememb na vitaminu E. In potem še ena zanimiva, lahko ji rečemo zanimiva, raziskava z pač avtopsijo oziroma z obdukcijo možganov, kjer so odkrili sicer, da je recimo v možganih največ alfa-tokoferola, to je nekako najbolj prisotna izoblika vitamina E v možganih, ampak da ni dejansko povezana, pač v njihovi raziskavi ni bila signifikantno povezana z ničemer, so pa odkrili povezavo tega gamma-tokoferola z nižjim bremenom teh amiloidnih plakov pa neurofibrilnih pentel. In enako so tudi na miših na podlagi živalskih modelov so enako v bistvu predvidevali, tako da zanimivo. No, potem imamo pa še eno metaanalizo, ki je isto združila raziskave, ki so upravljale obdukcijo možganov in so ugotovili, da pri pacientih z Alzheimerjevo demenco načeloma so nekje okoli 11% nižje ravni vitamina E v možganih. Ampak na tej točki recimo je to vse zaenkrat samo še pač možno. Imamo sicer nekaj, kar nam malo potrjuje hipotezo, ampak ne nekaj, kar bi mogoče zaradi česar bi zmagali na sodišču. Potem gremo pa pogledati recimo neke opazovalne raziskave, ki preverjajo vnos vitamina E pri neki relevantni populaciji. Recimo pri ljudeh, ki so stari nad neko število let. In imamo dve, ki sta za nas dobri, tudi zato, ker je način, na katerega so merili. Ker včasih imaš raziskavo, ki reče, merili smo tveganje za demenco in potem piše v metodah, kako ste zmerili, vprašali smo jih. Sploh se ne šalim, dejansko sem to videl. Sicer je bilo 10 vprašanj, ampak vprašali smo jih. No, tukaj so načeloma, gremo na pregled, sodeluje, ne vem, nek neurolog, nek psihiater, tako pač probamo ugotoviti. To je fajn, da je med metodami navedeno, kako so to ugotovili in še marsikaj drugega. Recimo, pri teh opazovalnih raziskavah tudi vidimo, pri kje lahko pričakujemo nek učinek, sploh če je ta kontrast zadosti velik. Pri raziskavi Morris in sodelavci so ugotovili, da na splošno, recimo, da vsakih 5 dodatnih miligramov vitamina E na dan je povezano z 26% nižjim tveganjem za Alzheimerjevo demenco. In tudi razpon, v katerem so merili, recimo je bilo, mislim, da nekje zelo nizko, nekje 2 mg na dan do 71 mg. In srednja vrednost je bila 26 mg. Tako da precej širok razpon in je bil očitno zelo zadosti velik, da se je učinek nekako pokazal. In za v bistvu kup enih modelov so
še zraven upoštevali, probali so zajeziti te motnje razne, upoštevali so skupaj energijski vnos, vse relevantne dejavnike tveganja, ki so vpleteni potem v to. Podobno recimo pri Engelhartu in sodelavce sem pozabil, dvomim, da je sam izvedel to raziskavo, tako da se opravičujem sodelavcem. Isto gre za kohorto, ki je vključila ljudi, ki so bili stari nad 55 let in spremljali so jih vsaj 6 let in so ugotovili podobno, da recimo tisti, ki so imeli skozi teh 6 let vnos nad 5,5 mg na dan vitamina E, v primerjavi s tistimi, ki so imeli pod 10,5 mg na dan, da so imeli 43% nižje tveganje za Alzheimerjevo demenco. In potem recimo lahko vidimo še eno, ki sem jo dodal samo zato, ker dobro pokaže to, o čemer smo prej govorili. Tukaj je recimo najvišja kvartila vnosa uživala 4,7 ali pa več kot 4,7 mg na dan, kar je zelo nizko in učinek ni bil pokazan. Dejansko vsi, ki so bili vključeni v to raziskavo, niso dosegli tistega vnosa, kjer lahko pričakujemo nek učinek. In valjda, da ni bilo učinka. Tako da ta njihova raziskava ni bila null by design, ampak je bila pač null by vključitvi. Pač niso dobrega vzorca vključili. In potem gremo naprej na intervencijske raziskave, ki so pa precej pač polom so večinoma na tem področju zaradi večjih vzrokov. Najprej zato, ker dosti jih uporablja sintetično obliko vitamina E, ki sicer pač nimam proti sintetični obliki, ampak dejansko ne vemo, če ima isto funkcijo kot alfa-tokoferol. In pač samo ena je, tako je samo ena. Tudi če bi bil samo alfa-tokoferol, hipoteza, kaj sploh potem testira ta intervencijska raziskava. Ker v naslovu piše, da vitamin E nima učinka. Samo to glih ni čisto točno, ker v resnici je stvar, ki jo preverjalo, ali ima sintetični vitamin E zaščitni učinek. In pač sintetični vitamin E ga nima, večinoma krat. Ampak pač na podlagi tega ne moremo trditi, da tudi vnos vseh iz oblik ne bo imel vpliva. In večina jih ne upošteva izhodiščnih ravni ali pa vnosa. To je nekaj, kar ni nikjer omenjeno dosti krat, kar je zelo nenavadno. Dodal sem pa še eno raziskavo Kanga in spet sem sodelavce spustil, ker dvomim, da je sam izvajal kontrolirano raziskavo, kjer so dodajali zelo visoke, to je zelo visok vnos vitamina E, pač 430 mg, lahko vidimo, da če je bil tukaj najvišji srednji vnos v opazovalni raziskavi Morrisa in sodelavcev, 26, da je teh 430 ogromno. Ampak, in niso dodajali te oblike, ampak alfa-tokoferol acetat, mislim, da so dodajali. V glavnem, ni bilo učinka na splošno, ampak potem v sekundarni analizi so pa ugotovili, da je bil pozitiven učinek pri skupini, oziroma pri ljudeh, pri udeležencih, ki so uživali manj kot 6,1 mg pred vključitvijo, torej, ki so v bistvu bili podhranjeni vitamina E. In zdaj, če na podlagi tega nekako probamo povzeti, kaj bi bilo smiselno priporočilo za vitamin E v preventivi, če bi recimo preverjali ne v preventivi, ampak pri nekomu, ki že ima demenco, je ta stvar čisto drugače mora razgledati. Tako da je zelo pomembno, kakšno vprašanje, pa kaj sploh hočemo zagovarjati, preden začnemo to domačo nalogo delati. Ker če zdaj jaz začnem tukaj, če bi recimo v nekem drugem vesolju, da vitamin E nima učinka v preventivi pred demenco, ampak ga ima pri ljudeh, ki imajo že demenco, če glih v resnici je največ obratno, ampak samo za primer. Potem, če jaz zapravim zagovarjati to stvar tako, da vključujem raziskave pri ljudeh, ki že imajo demenco, kjer učinek je, pač nisem dobre domače naloge naredil, ker dejansko probam zagovarjati en primer, ki je drug, ni ta, za katerega sem bil poklican na sodišče. Ne vem, če je to kakorkoli koherentno zdaj izvenelo, ampak upam, da je. Tako da neko priporočilo na podlagi te domače naloge je, da je smiselno poskrbeti za vnos vitamina E nad 15 do 20 mg na dan in to iz mešanih tokoferolov in tokotrianolov iz živil, torej iz živil, ki imajo pač visoko vsebnost vitamina E.
dopolnila ne bi priporočal, ne bi ga mogoče odsvetoval, mogoče ga bi odsvetoval, ker obstajajo, nekaj nakazuje, mogoče, ne vem, če to lahko se trdimo, ampak neuravnotežen vnos preveč alfa-tokoferola bi znal mogoče negativno vplivati na absorpcijo gamma-tokoferola. Ampak to je zelo, ne mi verjeti. To je mogoče. V glavnem smiselno je pričakovati, da bo najbolj idealno uživati živila, ki itak tako vsa živila, nobeno živilo ne vsebuje samo enega, tako da to bi res lahko naredili. Eno izoobliko bi lahko uživali samo, če bi jo izolirali in jo dodajali v obliki prehranskega dopolnila. Res dobesedno nobeno živilo ne vsebuje samo ene izooblike. In potem mogoče, kot dodatek, za nekoga, ki hoče +5 oceno, mogoče lahko poskrbi še za živila, ki imajo višjo vsebnost gamma-tokoferolov, to pa so recimo bučna semena pa soja. In spet, zakaj recimo kljub temu, da za to nimamo zadosti dokazov, zakaj je to smiselno priporočilo? Zato, ker če nekomu jaz priporočam pojeji več bučnih, ali pa recimo nadomesti ucvirke z bučnimi semeni in namesto rdečega zrezka pojej, ne, recimo, da iščemo, ali pa načeloma ljudje zamenjajo maščobna živila z maščobnimi, pa beljakovinska z beljakovinskimi, in pa rečem nekomu pojej malo več tofuja namesto rdečega zrezka. Prvič, na račun živalskih maščob, mislim, dal bo ven živalske maščobe, ocvirke, pa bo dal noter bučna semena, ki so pač rastlinske maščobe, pa še kupenih drugih koristnih stvari za zdravje imajo. Mimo tega, tudi če gamma-tokoferol nič ne naredi, je pač to boljše zanga. Tako da to je v drugih pogledih boljši na svet zanga. In potem na drugi strani, če mu rečem pojej, pač pojej tu in tam tofu namesto tega rdečega zrezka, ki ga vsak dan ješ, bo pač spet bom najbrž ugodno vplival na njegovo tveganje za kardiovaskularno zdravje in ne potrebujem nekih super ekstra dokazov, da pač utemeljim ta nasvet, ker nimam, pa po drugi strani ni nobenih dokazov, da bi bilo kakorkoli s tofujem lahko, da bi bil povezan s tveganjem za nekaj, ker ni, nikjer, ničesar. Po drugi strani za meso pa je, tako da je smiselna ta zamenjava. V glavnem, ta zaključek mogoče še najbolj prikaže, kako potem iz nečesa, kar bi v osnovi moglo biti zelo objektivno, vsem moramo biti pametni ali pa pač nekako razmišljati. In malo je smešno, ker na koncu pač vnos vitamina E je 15 do 20 mg na dan. Dobili smo dobesedno pač besedno zvezo. In da sem dobil eno besedno zvezo, sem porabil, pa evo, ne vem sploh, koliko sem porabil. Število ur, v glavnem. To je nekaj, kar je po moje ljudem nesprejemljivo, generalno. Ne vem, kako ta problem rešiti. Oni imajo radi, da jim pač, mogoče je to moja cinična predstava, ampak načeloma imajo ljudje radi, pač da rečem nekdo, ok, to je tako in ne pa, da jim razlaga še, kako je prišel skozi do tega zaključka. Ampak se mi zdi, da to ni samo problem prehrane, da je to problem še vse povsod drugje tak. Tako da ne bi želel odolgovlačiti zdaj te stvari, to je v bistvu sem zaključil s tem. To je to z moje strani za danes. Nenad, najlepša hvala. Mene si večkrat spravi v smeh vmes. Samo sem se odločila, da nisem potem reakciji nizala ob bok temu, kar si govoril, da ne bi motile tvojega miselnega toka. Zelo pomembno se mi zdi še izpostaviti to, da si zelo lepo ilustriral tisto vse, kar je v ozadju tvojega pristopa k pisanju komentarjev k našim povzetkom izvirnih znanstvenih objav za zdravo glavo. In prav posebej kolege vabim, da pogledajo recimo prispevek na temo tega, ali lahko z dodajanjem vitaminov skupine B pač z dodajanjem, torej suplementiranjem, vplivamo na možgansko zdravje na dolgi rok. In recimo prispevek, ki govori o tem, kako je z vnosom visokofruktoznega sirupa. Oba si namreč tako ekstenzivno komentiral in pravzaprav
ilustriral skozi vse to, kar si zdaj povedal, ta miselni tok, ki je bil v ozadju teh argumentov, ki si jih navedel, ko si pač komentiral povzetke, ki bi sicer brez tega komentarja utegnili čisto drugače izveneti, ko bi jih nek obiskovalec recimo spletišča Zdrava Grava prebral v upanju, da bo zdaj natanko vedel, kaj iz tega sledi, iz tega konkretnega posameznega povzetka. Dal si pač tisti kontekst, tukaj si nam pa naslikal še celoten miselni proces, ki pravzaprav stoji za izgradnjo konteksta in ki ga žal večina bralcev ne dobi, ko preberejo novice o posameznih znanstvenih raziskavah v različnih drugih virih, posebej poljudno-znanstvenih, kot si na začetku povedal. Jaz se ti lepo zahvaljujem, upam, da si nam še dosegljiv zdajle za kakšno vprašanje in tudi upam, da kakšno vprašanje bo. Samo še mogoče za konec, zakaj sem izbral vitamin E? Dejansko zato, ker je najlažje narediti to domačo nalogo za vitamin E. Za vse ostalo mislim, da bi bilo še bistveno več časa. Oziroma mogoče niti vsega na en slajd ne bi moral spraviti. Recimo za vitamine B je vse skupaj še pač večkrat bolj zapleteno, ne? Ker v bistvu vitamini B sploh niso ena. Pri vitaminih E lahko vsaj upamo, da imajo približno podobne funkcije. Ne? Pri vitaminih B, ki so tako vse splošno vpleteni v razne fiziološke procese in na različne načine, je reči jim vitamini B in zaključiti na tej točki je zelo čudno. Ja, vsekakor. Sej, mogoče meni se je utrnila misel, ko si predstavljal zdaj raziskave vezane na vitamin E. Ali je v tistih primerih raziskav, ki si jih naštel, da so pokazale določene učinke pri suplementiranju, ne, torej intervencijske, opazovalne raziskave? Ali so v teh primerih pravzaprav ugotavljali na začetku dejansko stanje vnosa pri preiskovancih z izjemo zadnje raziskave, ki si jo navedel? Pač Ponavadi jih izprašajo, na to je fino biti pozoren, da jih vprašajo tudi po dopolnilih, ker tradicionalno te, kako se jim reče, food frequency questionnaire pa niso bili pozorni na prehranska dopolnila. Spraševali so jih o hrani, ampak ne pa v prehranskih dopolnilih, ampak to zdaj že kar nekaj časa, zelo dosledno se jih sprašuje tudi o prehranskih dopolnilih in ponavadi tudi specifično jih vprašajo. Ne? Je, ne vem, v izključitvenih kriterijih, recimo je točno jih vprašajo vitamine ali pa ne, še dodatno. To je valjda zelo, zelo pomembno. Ja. Skratka, ekipa, dragi poslušalci, na dan za vprašanje. Evo, živijo, ajde. Hvala ful, Nenad, za to lušno predstavitev. Zelo mi je bila všeč ta vizualizacija in to ta kritičen pogled, kako je fajn raziskati. In jaz imam eno vprašanje zraven mene. Zdaj ne slišim vprašanja. Malo te je zmanjkalo. Lahko mogoče v chat? Ne, zdaj bo. Aha, okej. Ja, zdravo, Marko. Živijo? Ampak vseeno ne slišimo vprašanja. Ja. Omenili ste, da so striktno kontrolirane raziskave drage, zato sklepam, da so dostikrat sponzorirane strani velikih podjetij. A je to nekako smiselno? Niso nikoli v celoti sponzorirane. Včasih pa so. Ampak tudi ni pravilo, ker ponavadi so neki drugi skladi, na kjer se lahko raziskovalci ali pa neke druge ustanove, ki dajejo denar za to, nevladne ali pa nevladne. Je pa res, da lahko nekdo sponzorira neko raziskavo, zdaj mogoče finančno ali pa nekako drugače, recimo, kaj je en tak primer točno na tem področju, je skupina Claire Morris, ki je pač veliko raziskav na področju zdravja možganov ali pa povezav prehrane zdravja možganov producirala v zadnjih 2 desetletjih. Njim recimo za njihove raziskave dobavljajo hrano oziroma živila neki pridelovalci olja, oljčnega, pa peanut, neka
ne vem, če je neko združenje za arašide ali nekaj takega. Ne, v glavnem, ja, dostikrat se pojavi, da nekdo da neko hrano ali pa neka stvar, ki je potem uporabljena v tej raziskavi. Ampak zelo redko pa je, da prav nekdo financira, tako da reče, evo vam vse, da denar, vse vam plačamo, ne. Potem, če se to zgodi, je fino biti pozoren tudi na to, ampak načeloma ne verjamem, da bi kjerikoli raziskovalec zastavil svoje ime, ker te stvari bodo itak ponavljane, nekdo bo probal potestirati, če je to, kar je on ugotovil, res, in potem, če se ugotovi, da so pač rezultati čisto drugačni, in to se v preteklosti je zgodilo, ker so bili na področju recimo športne prehrane, so bili rezultati potvarjani, ker je pač recimo mogoče interes nekih prodajalcev od prehranskih dopolnil, da pokažejo nekaj boljše, kot je, in so se rezultat, ko imaš ti 10 raziskav na tem področju in je tako ena res štrli ven, in potem ugotoviš, da je pa ta raziskava bila financirana s strani ne prodajalca tega prehranskega dopolnila, to je potem konec za tega raziskovalca. To je potem sam adijo. Ne? In večina, verjamem, da se prvič kot prvič jih je bolj poštenih kot to, ne? Zdaj vedno je kak bad apple, ampak se izloči skozi proces, ampak večina pa mislim, da prvič jih je pač bolj moralnih kot to in drugič ne bi upala tega narediti, ker se bo prej slej izkazalo, da ni tako in potem, ko se izkaže, potem so samo konec. No, ja, z tega tudi sledim moje podvprašanje, ne, hvala za razjasnitev, ampak recimo ponavadi, če je že taka raziskava, je nek disclaimer, kjer se pač pove, da je sponzorirano strani podjetja in vse, ne, ampak kako je pa v bistvu potem na nas, recimo, ko prebereš to raziskavo in zdaj, recimo, kako jo zdaj lahko čim bolj kvalitetno ocenimo, a obstaja kakšna v bistvu neodvisna stran, ki bi pač v bistvu, kjer bi lahko pač iskali recimo take raziskave, kjer so pa niso sponzorirane ali pa ki ne slonijo k temu, da se pač prodaja nek produkt, ne, ker v zadnjem času je ogromno proizvodnje nekih suplementov in to in tudi, verjetno neki finančni zadnji vložki, in podjetja, ki recimo sponzorira take raziskavo, se verjetno odloča po načinu nekega ROI-ja, return on investment. Torej, njim je v interesu pač, da se pokaže koristnost produkta. Zdaj, produkt je lahko koristen, ampak se recimo bo pa izvzelo, da lahko isti učinek dosežemo z neko pač čisto klasično prehrano. Kako zdaj to oceniti? Je zdaj to smiselna raziskava, nesmiselna, je potvarjeno ali ne? Ja, to je potem stvar metodije, ne, s tem se ukvarjamo. Moj čistko nasvet je ta, da zame pač to ni relevantna stvar. Jaz se s tem sploh ne ukvarjam. Skoraj nikoli sploh ne grem brati tega. Mogoče tu in tam preberem, itak dostikrat tudi so ljudje, ki jih pač enkrat, ki bereš tega gradiva, itak jih že skoraj jih poznaš. Imaš včasih občutek, da jih osebno poznaš. In veš, kjer ljudje so. Tako da včasih res je, da preverim, kaj deklarirajo. Se mi pa to ne zdi nek relevanten kriterij realno, ker itak vemo, da ena raziskava nikoli ničesar ne more dokazati in potem, če jih recimo pregledam 20, za katere sem ocenil, da so ok, oziroma če jih preberem 20 na splošno, ne samo, da sem jaz ocenil, da so ok, ampak 20, ki so relevantne in potem, če ena odstopa, potem lahko sicer grem pogledati, zakaj ta ena zelo odstopa, ampak če pa so vse v skladu, potem je pa v bistvu pač nerelevantno je. Ker je res močno, zdaj razen, če bi šel pol vseh 20 preveriti, ne, pa na vseh 20 je vplivanih na nek način, ampak to je tako zelo neverjetno, da ne verjamem, da se je to že kadarkoli v zgodovini sploh zgodilo. Tako da, kako pa dejansko oceniti eno samo raziskavo, pa po vseh ostalih kriterijih, ki se dotikajo samo metodologije in ničesar drugega skoraj, ne. A so preverili, recimo, da se pogovarjamo o vitaminovih, kakšne so bile izhodiščne ravni, kdo je točno ta populacija, na kateri so to stvar ugotovili, a je neka populacija, na kateri se sploh lahko pričakuje nek učinek, kaj točno so z njimi delali, kaj so jim dajali, katero obliko, kako se to sklada z nekimi pač drugimi znanji, z nekimi drugimi stvarmi, ki se dotikajo pač našega znanja o biologiji, pa temu, kar bi se v ozadju za tem moglo dogajati.
pač, ja, mogoče kakšen je bil vzorec, kako je bil velik vzorec, kako, ne vem, zakaj imamo zdaj blank, ampak pač vse stvari, ki se dotikajo metodologije, so relevantne, ne. V povezavi s tem, kaj lahko sploh pričakujemo, glede na to, kaj je bilo vključeno in kaj točno so od njih zahtevali. In potem, če to za število raziskav naredimo, smo lahko precej samozavestni, da to drži. No, super, mislim, da ste prepričani, da sem malo preobširno postavil. Spet malo ne slišim. Pravim, da sem mogoče malo preobširno zastavil vprašanje, no, ampak hvala. Drugače, vem pa, težava je ta, da danes je, ne vem, če je to sicer težava, ampak mogoče vem, od kje prihaja to vprašanje. Danes je v bistvu literatura je vsem na voljo in vsak lahko bere literaturo, kar je po moje je v bistvu, pa mislim, da je super, no. Imam sicer malo tako mešano glede tega, ampak generalno mislim, da je super, da lahko vsak to stvar, da je vsem dostopna in da lahko vsak to bere. Samo večina nima časa prebrati, če jih zanima samo koliko vitamina E morajo uživati, ali pa če je dopolnilo vitamina E smiselno v njihovi situaciji, pač nima jih zdaj časa preživeti en deloven teden v raziskovanju tega, realno. Ne? Oni samo hočejo vedeti, koliko tega morajo vzeti. In zdaj meni je to jasno, da je ta proces, skozi katerega smo zdaj šli, je za večino ljudi nesmiseln. Pač sam nesmiseln je. Če ne delaš na tem področju, ali pa to ni nekaj, kar te zelo, zelo zanima, ali pa pač delaš nekje na nekem področju, ki je zelo povezano s prehrano, potem je to zate smiseln proces. Ne? Če to ni tvoja situacija, potem je to nesmiseln proces. In tega jaz se zavedam tega zelo dobro. In v tem primeru ni smiselno iti brati raziskav, ker samo s tem, da preberemo eno raziskavo, nič ne pridobimo. Tudi če ocenim, da je ta raziskava super, pa vse metode štimajo, je še zmeraj samo ena raziskava. In samo z eno raziskavo ničesar ne moram dokazati na tem znanstvenem sodišču. Jih moram prebrati število ali pa precej jih moram prebrati, da znam približno oceniti, kakšna je teža dokazov na tem področju. Ne. Zato je bolj smiselno iskati neka druga bolj mogoče taka klinična priporočila, ki so evidence-based, ne. Pardon, da vas prekinem, ampak torej hočete reči, da v bistvu za laika je nesmiselno iskati raziskave, ampak bolj poslušati navodila ali pa nekaj meta-analize oziroma... Ja, sicer spet nisem slišal vprašanja dobro, ampak mislim, da sem razumel, v katero smer je šlo. Ja, mislim, da za laika nima smisla brati raziskav. Mogoče, če vidi nekje, da je nek članek napisan, pa citira neke stvari, to je recimo smiselno preveriti, ker to lahko relativno hitro ugotoviš, ne? Če so citiranja napačna, samo toliko, da si toliko kritičen, da vidiš, da ta stvar je citirana, pa zgleda full science-y, ampak če preveriš, ne vem, izbranih par citatov, pa ugotoviš, da so čisto mimo, ker to se lahko zelo hitro naredi. Ja, to vsekakor spodbujam ljudi, da naredijo. Nekako ne zdi se mi pa zelo smiselno, da si oni zdaj grejo vso svoje znanje iz nule sintetizirati, ampak se mi zdi bolj smiselno, da preverijo neka priporočila, ki so konstantna, pa podana iz strani nekih verodostojnih inštitucij. Samo to je zelo dober nasvet, ampak zanimivo, večini ljudi se ne zdi smiselno, pa ga ne upošteva, ker oni imajo zelo radi stvari, ki so svetleče, pa ki so nove, pa ki niso take že 30 let, kljub temu, da so one, ki so take že 30 let, najverjetneje bolj resnične kot te, ki smo jih včeraj ugotovili, da grejo čist kontra unim priporočilom. Ne? Tako da, mislim, da je to glaven problem. Ne? Tudi večina ljudi ne rabi iti brati znanstvene literature. Super, najlepša hvala, da ne bom zdaj celega časa se ni panike sploh. Ja, če smem, bi mogoče sam še jaz uskočila z enim komentarjem. Ta dilema, pred katero se znajde uporabnik, je bila tudi v naših mislih, ko smo razmišljali o tem, kako zdravo glavo zastaviti. In pravzaprav ubrali smo neko pot, koliko smiselna in zares uporabna za uporabnike ta pot je, bomo pa pravzaprav s časom šele videli. Ampak dve stvari bi izpostavila, ki se mi zdita pomembni. Da torej pač z nekimi uvodnimi besedili poskušamo ponuditi neko širšo sliko
prek področja, recimo prehrane, gibanja, spanja, v smislu pač nekih pristopov, ki lahko delujejo krepilno na zdravje na daljši rok. Kljub temu, da potem strani polnimo z povzetki novih raziskav, ki pač bodo predstavljale natanko te new shiny objects, look here, in morda pritegnile pozornost za trenutek v neko čist novo, nepričakovano smer, je pa na dnu vsakega povzetka še vedno ta komentar strokovnjaka, kot naprimer tvoj, Nenad, ali pa strokovnjaka recimo za telovadbo ali pa za spanje, ki bo pravzaprav vsakmu posameznemu prispevku poskušal ponuditi malenkost več konteksta, ki bo potem recimo bralcu morda olajšal umestiti ta novi shiny bit of information v celotno zakladnico znanja in si morda potem nekoliko lažje s tem pomagati. Ne vem, če bo to zares uspešen recept, ampak poskus je bil ravno s tem namenom tako zastavljen, da ne pustimo ljudi čisto na milost in nemilost povzetkom novih zanimivih raziskav, ki bi utegnili potem resnično delovati zelo kontraproduktivno, ker bi iz dneva v dan lahko tudi nasprotujoče se informacije objavljali na istem spletišču. Namreč taka je narava znanstvenih raziskav, da utegnejo njihovi izsledki v končni fazi biti tudi delno ali pa povsem v nasprotju drug z drugim, na krajši rok. Tako da, ne vem, upam, da je morda to, ko praviš, da ni smiselno, da vsak posamezen laik gre prebrati izvirni članek, ki mu naj bi dal neko dokončno informacijo, smo morda poskušali biti do uporabnikov nekoliko bolj prijazni s tem, da jim ponudimo kontekst in jim pomagamo pol to novo informacijo nekam umestiti. Bomo pa videli, koliko bo to zares uporabljeno. Po moje je to rešitev, da se umesti. Jaz bi vsekakor spodbujal ljudem, da grejo brati članke. Samo je težava, če potem nimajo tudi zraven tega, na koncu je razprava, samo ta razprava se vsi vemo, kako je. Če bi imeli nek tak res sintezo področja vsega, še mogoče malo bolj predstavljeno, potem vsekakor bi jih pač spodbujal, da grejo preveriti, pa pogledati, če jih ta stvar res zanima, kaj se je tukaj dogajalo, pa zakaj je ta stvar relevantna in zakaj ni. Samo dostikrat to ni, oziroma skoraj nikoli ni potem una razprava na koncu napisana tako, da bi povzela neko širšo, zelo široko sliko. Čisto vse. Ja. Super, še kakšno vprašanje? Spet ne slišimo. Jaz si ne znam predstavljati, koliko je 15 do 20 gramov vitamina E na dan, recimo, kaj to pomeni? Kaj pomeni? Koliko je gramov, 15 do 20 gramov vitamina E na dan? Koliko je to v živili? Ok, dobro vprašanje. Ja, to bi lahko dodal. To recimo, kako bi to v praksi izgledalo? Čist na hitro je to so recimo 3 dlani, mislim, 3x nekih 30 gramov oreškov, recimo. Skoraj kjerikoli, ali pa nekih semen pa oreškov. Potem razna olja, recimo bučno olje ali pa oljčno olje, so ponavadi tudi dober vir vitamina E. Tako da za olje glih čist nisem siguren, koliko bi to bilo. Ampak po moje bi imela ena žlica, jušna žlica enako kot tistih 30 gramov oreščkov. To so v bistvu viri vitamina E, zato je vitamin E pogosto pomanjkanju, ker so dejansko to skoraj ekskluzivni viri vitamina E. Rekli smo prej še sicer sojo, ampak za tofu res ne vem, koliko bi ga nekdo mogel pojesti. Če ugibam, nekje recimo eno porcijo beljakovin, to je enih 200 do 300 gramov tofuja, mogoče bo imelo toliko kot, ali pa malo več kot tistih 30 gramov. Ampak recimo, da 3 do 4 take porcije nas spravijo čez 15 mg.
Je pa vsekakor tukaj gre pol za energijsko zelo bogata živila. Ne? To pol pokrije skoraj dnevne maščobe nekoga. Da nekdo po vrhu potem to še dodaja, ne? To je treba smiselno potem umestiti v prehrano. Ne dodaja to, kar jem zdaj, bom pojedel pa še en pak oreščkov zraven. Ker potem, če začnem pridobivati odvečno maščobo na ta račun, pa bo to negativno vplivalo na moje zdravje. Ne? Tukaj je usmiselno upoštevati tisto pravilo zamenjav. Nadomestiti ta živila z nekimi drugimi viri maščob. Hvala. Še eno vprašanje, mogoče? A slišiš, Nina? Ja, slišim, ja, zaenkrat. Tam, ko si razlagal o olejčni kislini, prav živalski veri pa rastlinski veri, razlika v učinkih je posledica izooblik ali dodatnih učinkovin v posameznih verih? Bi jaz rekel, da je to pač neke druge stvari, ki so še zraven. Ne? V bistvu una raziskava po moje govori v prid tej hipotezi, da pač ne moremo pričakovati enega učinka od tega, da recimo mi preverjamo vnos določene enkrat nenasičene maščobne kisline, ker bo vedno, glede na to, s čimer dodajamo, ali v kakšni obliki dodajamo to stvar zraven, pač stvari, ki so zraven še tukaj, bodo potem imele neke učinke, ki jih mogoče ne moremo predvideti. In po moje je to čist kontekst tudi, stvar konteksta je lahko. Ponavadi nekdo nekje recimo daje, kje slanina paše zraven, ali pa v kakšen kontekst slanina paše, ali pa neka recimo svinjska mast, pa v kak kontekst paše jo enkrat nenasičeni viri. Ne? Se ni nujno, da gre dejansko sploh za oljčno olje, lahko so tudi oreščki pa semena so vir enkrat nenasičenih maščobnih kislin. Tako da mislim, da je tukaj stvar stvari, ki so še zraven v tej hrani. Ker dejansko olejčna kislina je pač olejčna kislina, ni enaka je vse povsod. Hvala. Ja, morda še kakšno vprašanje? Jaz jih imam še veliko. Pa kar? Ne, mogoče sem še eno, kako recimo zgleda pa prehrana. Spet je zmanjkalo. Kako? Kaj? Slišali smo samo, kako recimo zgleda prehrana in potem je zginilo. Nutricionista. To je meni zelo zanimivo. To vprašanje ni mi vprašanje, zanimivo mi je ta fenomen, ko me vprašajo to. Pa zelo nerad v bistvu na njega odgovarjam, ker je nerelevanten. Ker je pač to je moja prehrana in to, kako jaz jem, pač nima nobenega vpliva, oziroma ne bi smelo imeti nobenega vpliva na to, kako nekdo drug je. Ker tudi jaz imam recimo specifične cilje, ki so mogoče celo trenutno so specifični v zelo drugo smer, kot so cilji nekoga drugega. Recimo v tem trenutku konkretno je moja prehrana zelo energijsko bogata, čisto na račun tega, da probam pridobiti pusto telesno maso. Ne. Tako da to, kako zdaj jaz ta trenutek jem, je za večino ljudi neuporabno, ki se v bistvu soočajo z nasprotnimi problemi, kjer nekako probajo uravnati svojo telesno maso, vsaj večina. Ne. Tako da, mislim, če je to nekaj, kar te zanima, lahko sicer odgovorim. Ne. Imam 3 obroke na dan, ki so tako zelo preprosti, čist pragmatično tako, ker nerad porabljam veliko časa za svojo hrano in potem ponavadi zjutraj odprem eno konzervo rib, pa nekaj zelenjavo dam zraven, pa v bistvu kruh jem zraven, pa kaj je bilo še. Današnji dan ti bom povedal. Precej tako standardno je. Ne? In če mi kos kruha ostane, mažem neko marmelado na ta kruh. V glavnem, viri beljakovin so recimo, da so neke ribe skoraj vsak dan, pa nek mlečni izdelek mogoče, nek skir ali nekaj takega. Potem pač spet kosilo je večino časa po liniji najmanjšega odpora, samo vzamem neko zelenjavo, ki je zelo enostavno narezati ali pa celo zamrznjeno, to je idealna opcija, ki je pa samo streseš noter. Kot vir beljakovin ponavadi je pač neko jajce pa meso, ali je pa pač nek rastlinski vir, ki je mogoče tofu ali pa nekaj takega. In potem zraven je
včasih sladoled, včasih pomeni skoraj vsak dan. Ali pa recimo neko sadje ali pa nekaj takega, ko nimam sladoleda. In potem, mislim, količin, to je, ne, ker sem rekel, da imam samo 3 obroke, pa je energijsko bogata prehrana. Pač so količine, ne, recimo, vprašanje je, koliko je kruha in ne, kaj je še zraven, pa koliko olja gre v solato, to so relevantno vprašanja. Pozabil sem zjutraj še oreščke povedati. In po za večerjo je ponavadi nekaj tako zelo na hitro, neka ovsena kaša ali nekaj takega, ali pa neke kokice, ali pa spet kako sadja, ali pa spet nek mlečni izdelek, ki ga je zelo hitro odpreti. Ja, mislim, da tako izgleda. Ni goji jagod, ni kaj so še neke te take, ni kvinoje, ničesar od tega ni v bistvu. Pozabil sem povedati, borovnice jem vsak dan. To pa res dosledno skrbim, da jih vsak dan jem. To je pa tako namenoma, prav namenoma jih jem. To je mogoče relevantno, to je neka stvar, ki jo priporočam, jaz vsak dan. Kaj pa, ko ni sezone? Kako? Kaj pa, ko ni sezone borovnic? Ne slišim vprašanje, mogoče zakaj je to relevantno? Jagodičev je... Ne, ko ni sezone borovnic. Zame je skozi sezona, v različnem svetu je skozi sezona borovnic, ker jih lahko kupiš zamrzene skozi celo leto. In realno, mislim, da je bolj koristno jesti zamrzene borovnice od kjerkoli so celo leto, kot jih pol leta ne jesti, ali pa bog ve, še več, še dlje. Lahko jih recimo sicer nadomestiš z nekim drugim jagodičevjem, ki je podobno temne barve, ampak tudi to ima podobno sezono, podobne dolžine kot borovnice. Zanim pa. Hvala. Prosim. Zelo malo vprašala, ampak. Hvala. Se je bilo kar dobro vprašanje. Mislim, to drugo vprašanje. Ne, z borovnicami? Ja, to je bilo dobro vprašanje. V moji prehrani ni bilo tako dobro. Ampak ne, Nenad, to se mi zdi, da je nekaj, čemur ne moreš bežati. Zdravnik, zdravnik se pričakuje, da pač na nek način s priporočili, ki jih daje bolnikom, skladno tudi sam živi. Moj oče, ki je imel težave z povišanim arterijskim tlakom, s kajenjem in tako naprej, je prišel domov popolnoma razhujen, ko je pač govoril z zdravnikom, ki je bil toliko debel, da si ni mogel srajce zapeti, kaj šele tisto haljo čez, in ki je šel potem kaditi, takoj potem, ko je nehal se pogovarjati z njim. Tako da, v bistvu to, da ljudje nekako pričakujejo, da lahko v bistvu, don't do as I say, do as I do, or the other way around. To je kar pomemben del zgodbe o tem, kako komunicirajo strokovnjaki z javnostjo. No, se drugače ni čisto res, da sem rekel, da so samo borovnice namenoma maščene. Dejansko, moja prehrana je zelo taka preprosta, pa ne posvečam ji veliko pozornosti, res ji zelo malo pozornosti posvečam, ker je pač navada, ki sicer so navade, ki, vse, recimo v vitaminu E smo se danes pogovarjali, ne? Jaz po nesreči pojem zadost vitamina E, ker so moji mehanizmi speljani tako, ne? Pa po nesreči pojem zadost B vitaminov. Pa v bistvu vsak zajtrk, vsakič jem neko ribo, ne? Pa pazim, da je pač dober vir omega-3 načeloma večino časa. In pokrijem več, kot pokrijem svoje potrebe po omega-3. Čist po nesreči, ne? Ne rabim se vsak dan odločiti, a bom to res storil. Tako da ni glih čist, da ni namenoma. Edin za borovnice se moram spomniti vsak dan. Kar je v resnici verjetno čist super priporočilo ljudem, si organizirati življenje oziroma način prehranjevanja tako, da pa sploh niti ni odprto vprašanje, ali moraš iti kakšne suplemente iskati in jih dodajati. To je eden mogoče izmed najpomembnejših ali pa celo najpomembnejši dejavnik uspeha, ki ga opažamo v praksi, kako si nekdo strukturira prehrano. Nekdo, ki si strukturira prehrano tako, da mu paše v njegov dan, pa dosledno zadeva te cilje, za kere se zmeniva čist po nesreči, ne zato, ker se mora v nekem trenutku odločiti za to, ampak zato, ker je pač mu to najlažje narediti v tisti situaciji, bo uspel, dočimun, ker se pri vsakem koraku mora boriti s tem, pa se odločiti dejansko, ali bo to storil, ali bo storil kaj drugega, tisto je pa samo katastrofa. To je pa samo train wreck, rečejo, ne? Train wreck, Američani. Ponavadi nič ni z tega.
Ja. Ekipa, še kakšno vprašanje? Vidim, da smo se zmanjšali po obsegu, tako da preden čisto vse zgubimo in bomo imeli samo še dialog. Ni nobenega drugega vprašanja. Jaz se ti v tem primeru, Nina, še enkrat res od srca zahvalim za to instruktivno predavanje, ki pravzaprav, čeprav ni imelo naslova, kako kritično brati znanstveno literaturo na področju prehrane, je v resnici natanko to preneslo. Upam, da ni poslušalcev preveč prestrašilo glede tega, na kaj vse je treba biti pozoren in kako je treba se lotevati spoznavanja s tem področjem, če želiš biti kolikor toliko doma v znanstveni produkciji na področju prehrane za zdravje, ampak da je bolj delovalo kot neke vrste spodbuda in tudi tako en tak chart, ne, tega, po kateri poti poskušati razmišljati in kaj vse upoštevati pri tem, ko delamo na tem področju. Tako da, tukaj imam jaz lahko na koncu samo še en zelo pomemben nasvet dodam, mogoče, če bo kdo sploh poslušal še do te točke kasneje. Ja. Samo nekoga še, nekdo je v chat nekaj napisal. Aha, ok. Daniela in Ajda. Me je veselilo. Da nas ne sme biti strah delati napak, ne? Ker v bistvu smiselno je pričakovati, da bomo slej ko prej naredili napako. Tako da nič hudega, če v tem procesu se kdo karkoli zmoti. Sam pa je ključno, da smo pač pripravljeni potem spremeniti mnenje. Ne? To je tisto, kar je, to naredi ali pa zlomi ta cel proces. Že to samo zavedanje, da obstaja velika verjetnost, da smo naredili v tem procesu napako, kar je v bistvu super, ker skozi, ko naredimo napako, vemo se naučimo nekaj novega. Ne? Tako da, zato, da je ta proces težek, ali pa da obstaja veliko tveganje, da bomo delali napake, nas pač ne smejo odvrniti od tega. Ne?